kaj si v bistvu bi želel doseči s svojo umetnostjo. Vsaj se povezati z nekimi ljudmi, z nekimi feelingi, odzvanjati, ne vem, neke občutke, ki jih mogoče širša družba čuti, in pa, ne vem, dvigniti vidnost tudi nekih queer glasov. Se s 3 uspešnimi hip-hop ustvarjalkami. Mladina je pisala o renesansi reperk in vas označila za protagonistke novega vala slovenskega repa. Kaj bi rekli, da vas 3 kot ženske in umetnice najbolj povezuje? Povezuje. Ljubezen do glasbe. Ja. Sigurno. Definitivno. Ker drugače smo si toliko različne, da po mojem bi težko najdel 3 bolj različne spektre. Hvala Bogu, razumeš, hvala Bogu. Itak. Ampak verjetno to, ko imamo rade musko. Sestrstvo. Tako. Sestrstvo. To, da se lahko o menstruaciji pogovarjamo. Ne, imamo obrede v gozdu vsak petek. Pentagrame rišemo, prežigamo sveče. Žrtvujemo koze. Tako, just girl things. Ampak bleščice, Val, vedno glitter mora biti. Kot prepoznavne medijske osebe ste tudi zgled in navdih mnogim, še posebej mladim, ki so v fazi izoblikovanja osebnosti, pa raziskovanja sebe in pa sveta. A čutite to tudi kot neko poslanstvo ali pa kdaj tudi kot breme, naprimer? Ne. Mislim, kot breme, po moje ne, ker se mi zdi, da pač ne smeš pustiti, da te take stvari bremenijo, ne? Ampak valjda odpiramo neko novo pot, ne? Definitivno. Jaz sem že tako od več punc v bistvu sem dobila ali message, ali sem tako pač wow, full inspiring, jaz bi tudi vedno dej, preval nas je. It's a blessing to nasploh, da nekdo posluša že samo en človek, tako da kaj šele, da je mladina in to, da smo nekomu lahko vzor. Super. Če poudarjamo lih ženske, kaj bi morala slišati mlada dekleta, da bi bilo pač njihovo odraščanje in pa vse, kar pride zraven lažje, po vašem mnenju? Vsaka naj neki bojo. Slišati, misliš kaj, kot glasbo? Nasplošno, ne vem, da bi jim bilo mogoče malo lažje tako dojemati svet. Stari, pogovarjaš se z večnim pesimistom, tako da ne vem, kaj ne ti rečem. Esko optimist. Rekla sebi 10 let nazaj. Nič se ne bi rekla. Nič se ne bi rekla. Jaz bi rekla, pač, lahko preklinjam. Boli te kurac, sled sama sebi, pa zaupi si, pa pač kar ni dober, zveš po poti, če imaš pa feeling, da nekaj prav delaš, pa sled temu. Tako. Jaz bi, bravo, lepo rečeno, ne se ozirati na nobenega in verjemi vase, ker noben drug ne bo verjel namesto tebe. To. Super, ne? Biggest supporter. Super nasveti. Hip-hop scena zna biti kar surova, pač sploh za ženske performerke svetovnega kova, pa tudi žanra, pač ves čas opozarjajo na to, da so plačane manj, pa da se jim pač ne jemlje resno, da so kdaj tudi da so same kot nek objekt poželenja, da se jih gleda in ne posluša, pa čeprav so njihovi nastopi dovršeni in pa pač imajo res močna sporočila. Torej pač slovenska glasbena scena je pa tudi, ne vem, intimnejša, pa so skoraj vse pač se med sabo poznate, oziroma se vsi med sabo poznate, ampak še vseeno pač, a mislite, da se je težje uveljavljati, oziroma obstajajo neki dvojni standardi, pa ste se kdaj počutile odrinjene pa diskriminirane mogoče? Čisto iskreno ne, diskriminirano se nikoli nisem počutila, ker se mi zdi, vse naša scena, mogoče nas ni bilo, ženskih artistk, vseeno so full fun, mislim, moški so tudi si želijo te energije, nekaj drugega, neki drug pogled na svet, kakorkoli, tako da ne, nikoli nisem v bistvu. Ampak generalno gledano pa valjda se strinjam s tem, kar si rekla, definitivno je bolj, če pokažeš kaj več, boš imel, več followinga.
Imamo prostor, jaz sicer mislim, da so drugačni standardi za nas, ker sigurno smo bile vse že deležne komentarjev. Ja, ampak zato, ker si ženska. Ja. Ampak si tako model dobro repam, pika. Tako da so mogoče drugačni standardi, ampak sploh kar se tiče scene in ljudi, ki sodelujejo na njej, tudi jaz osebno sem imela sam pozitivne izkušnje. Tako, vsi so veseli in pripravljeni pomagati in tako zelo welcoming. Ja. Je pa sigurno res, da moramo mi več razmišljati o našem imidžu. Plus to, da mi nismo imeli predhodnic, po katerih bi se mogoče kao zgledovali ali whatever in dejansko pevamo neko čisto novo pot. Ne? S tem, da še od nas treh vsaka čist svojo in čist drugačno. Tako da... Jaz bi rekla, da nisem tega občutila, oziroma lih prej smo rekli že sami sebi, naši kao 10-letni verziji, da naj nas ne briga in da naj verjamemo vase, tako da zakaj bi zdaj lih šli kontra temu, tako da rabimo se držati že prejšnjega odgovora. Najlepša hvala za vse pa za pogovor in želim vam, da se boste imeli čim boljš na vašem koncertu. Hvala! Jo, Pavo, hvala! Hvala za dobro vprašanje. Tako. Ko ustavim podlago, da jih lepo pozdravim. Jo, Velenje! Se čujemo, Velenje? Jaz bi ti najprej rada čestitala za 3. ploščo Kodeks. Svojo kvalitetno produkcijo in pa svežino si hiter postal eden najprepoznanejših obrazov mlade reperske generacije, pa za katerega se zdi, da samo raste, ker potrjuje tudi polni razporodani koncerti. Koliko se ti godi vsa ta pozornost, oziroma a ti je to a ti je hoditi na oder užitek, samo užitek, ali pa ti je kdaj tudi mogoče težko pa biti pripravljen, oziroma ti je težko iti na špil pa biti izpostavljen? Mogoče mi ni toliko težko iti na špil, pa rad hodim na špile, ampak mogoče vse drugo, kar prije zraven, čim se že to omenja kot neka izpostavljenost, je kdaj neprijetno. Drugače pa rad počnem, kar počnem, sam ne smem tega jemati za samoumevno, pa tudi drugi ljudje se mi zdi, da me ne smejo jemati preresno, ker smo si vsi enaki. Cool. V komadu Zvezdica zaspanka smo slišali tudi slovensko popevko iz 60-ih, Zvezde padajo v noč Marjane Držaj. Nekje si se opisal kot staro dušo, a se ti to raziskovanje prejšnjih obdobij nanaša tudi na to, da si to omenil, da si stara duša? Ja, mislim, že to hip-hop je v bistvu hibrid nekih samplov in žanrov in se mi zdi, da kakorkoli obrneš, če se držiš te neke stare slike pa ogrodja hip-hopa, si nekako stara duša, kar bi zase trdil, ampak hkrati pa probamo iskati tudi neke nove usporednice, pa nove plati, zvočne in performativne in izrazne. Ampak se mi zdi, da sploh te sampli pa neke stvari lahko razbudijo nostalgijo in tako. Super. Rekel si tudi, da te inspirira umetnost, arhitektura pa slikarstvo. A bi mogoče rad koga izpostavil? Andrej Jemec. Ja, slovenski slikar. Srečko Kosovel, sigurno Božidar Jakac, to so neki slovenski, na tujem pa Klement, kar sem zadnje zasledil, pa mogoče Julian Barnes, pisatelj. Super, full nice. Tudi tvoji videi so zelo odlični, meni so zelo všeč osebno. Kako izgleda ta kreativni proces, oziroma kako izbereš ekipo, pa koliko vplivaš tudi ti na scenarij pa na režijo? Odvisno od komada, no, ponavadi za vsak komad najdem koga drugega, tako da pol se z njimi menimo tudi kako pa kaj. Ampak čisto odvisno, rad eksperimentiram, rad sprobavam, delam z drugimi ljudmi, s kom ponovno delam. Pa se pa tudi od tega razlikuje sam workflow. Eni delajo bolj sistematsko, drugi bolj improvizirajo na licu mesta.
eni imajo bolj koncept zastavljen, odvisno je tudi od financ za produkcijo, kaj se da narediti, pa tako. Okay. Tudi dolgoletni član naše programske ekipe Kunigunda je tvoj prijatelj Mrigo, pa vemo, da sta že leta tudi pač v navezi. A znaš mogoče odrepati kak del njegove pesmi? Valjda, milijonih znam. Točno takle, ja kak pa veš da, to se išče, rap razfukališče, pa kaj zdaj, boljši kot prej. Mrik spis, hit, ambalej, rap is skank. Super, amazing. Sem že pozabil, ampak ja, smo ga poslušali in še ga poslušamo, ali smo ga v avtu, da sem nabijal celo staro gardo velensko. Ja, ko smo že glih pri Velenju, kakve so še tvoje asociacije na Velenje? Mrik, zged, nemir, princip, to je kar se hip-hopa tiče, MC, mladost, burek, bloki, socializem, juga, Titovo Velenje, krožno, tako. Super, najlepša hvala za pogovor. Hvala.